po Marku. Slava tebi, Gospod. Isti čas je Janez oznanjal: za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom. Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in duha, ki se je spuščal naden kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Tu je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bilo je že zvečer, včeraj. Gospod Jože župnik vaš je napisal: a prideš, da nadomeščaš mene, ker nisem še dobrega zdravja, ali na Brežovco, ali pa v Nanje Gorice. In kaj sem storil? Vidite me, da sem tukaj, ker vas imam rad. Ker tako vas ima rad tudi Jezus, ko smo bili pri krstu krščeni od njega. Rad vas vprašam, katera je bila osrednja misel, ki bi jo nesli s seboj domov danes, na to nedeljo, na prvo nedeljo v januarju, v novem letu. Pripletala se je, ali pa je kar naslonim na to, kar sem na začetku povedal, da sem poslušal gospoda Jožeta. O poslušanju. O poslušanju. Pa se ozrimo najprej na sam dogodek, ki se je zvršil v Jordanu, ob reki Jordan, ko je bil Jezus krščen. Sveta Trojica se je razodela, tako kot je v vaši cerkvi, da se nam razodene, da nam vedno prikliče v spomin, da je Bog naš Oče, ki nas je ustvaril, da je Sin naš odrešenik, ki nas je odrešil, in Sveti Duh, ki nas posvečuje. In tako je bila razvidna tudi ob krstu Sveta Trojica. In zaslišal se je glas: ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Jezus je bil krščen, ne bi bilo potrebno. Pa s tem se je izenačil z ljudstvom, da je bil tudi krščen, da bi nas vse pripravil za Božje kraljestvo, da bi tudi mi v njegovem krstu, ko smo krščeni, mogli živeti kot Božji otroci. Lažje premagovati svoje težave, telesa, duše in duha. Bili ukrepljeni kot Božji otroci pri sveti maši z Evharistijo in z drugimi sakramenti, da bi lažje in bolj čutili, kako nas ima Bog rad v našem življenju. Pa tudi, kot je imel Jezus svoje poslanstvo, imamo tudi mi kot Božji otroci. Jaz kot duhovnik, vi kot starš, kot dekle, kot fant, ali pa že na jesen življenja. Mimogrede, danes sem vesel, ker je 49. obletnica mojega diakonskega posvečenja. Takrat je bil 12. januar, nedelja Jezusovega krsta. In tudi danes bo v dobu posvečen Matjaž v diakona, eden, če Bog da, od 4 letošnjih novomašnikov.
Rekel sem, v krstu imamo tudi poslanstvo. Poleg tega čisto vsakdanjega, kot sem že omenil, vsak kot poročen ali duhovnik ali redovnica ali laik ima svoje poslanstvo. In če ste morda včeraj poslušali papeža, je posebej rekel, da tisti, ki smo kristjani, ki smo krščeni, ki smo zares vzeli Boga v svoje življenje, moramo biti zazrti gor, ne samo v zemljo, ne samo to, kar imamo. To delamo, zato se trudimo. Čeprav ne gledamo samo gor, ampak naše misli so še več kot samo to, kar damo v usta, pa kar vidimo, pa kar primemo. Drugo, kar pravi papež, moramo hoditi, kot kristjani, kot krščani, moramo hoditi. Ja, saj hodimo, saj smo prišli sem, ali pa se pripeljali, saj zadnje korake smo naredili, ampak ta hoja, kot pravi papež, je tudi vedno iskanje, kot trije kralji, iskanje še več, še bolj z Jezusom živeti. In zato so razne skupine, zato so razne združenja, razna gibanja. In še ta tretje pravi papež, naše poslanstvo pa je to, da podarjamo, da se sklanjamo k potrebnim, tistim, ki potrebujejo pomoči, ki so bolni, ki so žalostni, ki trpijo tako ali drugače. In mislim, hvala Bogu, je naš ta velika ljubezen, ta velika odprtost, to veliko srce, da smo pripravljeni tudi darovati. Vidite, Jezusov krst, tudi naš krst in naše poslanstvo je veliko in položimo ga v trojedinega Boga, da bi skupaj z Marijo mogli izpolniti naše poslanstvo tudi v tem Gospodovem letu. Kar Bog daje in Marija, pa mi vsi drug z drugim. Amen. Ko smo na začetku svete maše obnovili naš krst, bomo zdaj še izpovedali vero v trojedinega Boga. Takrat je duhovnik vprašal starše, mi nismo še čutili, jaz sem bil star 4 dni ob krstu, in so odgovorili, verujem. Mi pa zdaj daljšo vero izpovejmo, pa še bolj iz srca. Z mislijo tudi na vse, ki so nam omogočili sveti krst.